Živijo lepotičke, no danes bom naredila že dolgo obljubljen najljubši aprila in sicer sem v aprilu kar precej zapravljala, tako imam kar dosti izdelkov, bom probala pohiteti. Prvo, kar bi se osredotočila, so čopiči, ker sem v aprilu kar nekaj 100 evrov pustila pri podjetju Chia.si za čopiče in na moje presenečenje mi jih kar nekaj ni bilo všeč. Še posebej znamka Ecotools, je pa jih en par bilo, ki jih mi je res izstopalo in sicer dve znamki in to sta Sigma in Real Techniques. In od teh pa imam nekaj favorite čopičev in sicer prvi od Sigme Round Kabuki F82. Ta mi je zelo všeč za nanašanje tekoče podlage in jaz so umazni, ker jih redno uporabljam. Za nanašanje tekoče podlage, tako kot tudi za nanašanje tekočega rdečila, zato ker lahko zares vpije se v kožo izdelek, ker je zelo gost čopič in ščetine so res zelo na gosto postavljene. Drugi, ki mi je tudi od Sigme še najljubši, je Flat Kabuki F80. Ta mi je všeč bolj za nanašanje BB ali CC krem, ker ima nekoliko bolj narazne ščetine in lahko tako bolj narahlo nanesemo izdelek, kar se vemo, da pri BB kremah ne rabimo toliko vpijanja, ker že same po sebi se kar hitro vpijejo. Naslednji od Sigme je Tapered Kabuki F86. Ta čopič mi je všeč zaradi tega, ker zaradi takšne konice lahko zares sredotočimo na del pod očesi, pod očmi, na razne nepravilnosti, ko jih imamo, naprimer kakšen mazolček, če ga imamo, samo gremo natančno čez in še posebej mi je všeč za nanašanje pudra v prahu, ker lahko zares po detajlih gremo ga nanašati. Naslednji trije čopiči so od Real Techniques. Nažalost ne vem, kako se kliče ta kolekcija, pač ta bron. In prvi, ki bi ga omenila, je Contour Brush. Sicer sama ga ne uporabljam toliko za senčenje, ga tudi, ampak ne toliko, ampak bolj za nanašanje rdečila, ker lahko res podrobno ga nanesemo, ker je zelo majhen čopič. Upam, da lahko vidite. In zelo mehke ščetine ima. In to sem opazila, da do sedaj sem kupila že res ogromno čopičev, ker je to meni najbolj užitek, mi imeti nove čopiče. Ampak najboljše do zdaj, kar sem jih imela, so od Sigma in prvo nisem mislila, da bo to, ker sem mislila samo, da jih preveč hvalijo vsi, ker kakor je vsem znano, jih youtuberke, večina jih dobi čopiče Sigma zastonj in sem mislila, zato jih vsi hvalijo, ampak sem bila kar pozitivno presenečena in takoj zatem so pa Real Techniques, ker tudi če jih primerjamo s kakšnimi drugimi čopiči, so te dvoji najbolj mehki in res največ izdelka se prišpara lahko s temi dvemi. Naslednji je Pointed Foundation Brush, tako izgleda. Sicer sama ga uporabljam ne toliko za podlago, kakor pa za korektor in sicer pod očmi, okoli nosu in od spodaj na bradi. In še prav zadnji pa je Detailer Brush. Pač ja, jaz ga uporabljam res za kakšne majhne detalje, kakšne nepravilnosti, če imam in dam res zelo podrobno na mazolčke ali pa tako, da se popravim in lahko se res osredotočimo, je res zelo mehk, ampak kljub temu ima na gosto ščetine. Naslednja vrsta izdelkov, na katere sem osredotočila, je koža in sicer sem v tem mesecu bila zaljubljena še posebej v dve znamki in prva je Soraya in druga La Roche-Posay. In začela bom z La Roche-Posay, zato ker to je neka osnova in sicer gel za umivanje obraza, sicer za odstranjevanje make-upa. Sama sem ga že kar nekaj časa nazaj uporabljala in sem imela tako testerček kar za kakšne pol leta, ker za enkratno uporabo res potrebujemo toliko, ker je tak gel, ki se kar precej speni in lahko celoten obraz umijemo samo s tem, je pa zelo močen in odstrani tudi vodoodporen make-up. Kar gre s tem je Effaclar K, kot neka kremica oziroma gel za obraz in sicer naj bi bil za bolj masno kožo, ampak sama se nikoli nisem počutila, kot da imam masno kožo, ker niti čez dan niti
moje to močje ne rata bolj oljno, ampak mi ga je pa priporočala dermatologinja po neki terapiji, kar sem jo imela za mozolje. In zdaj en mesec nazaj sem začela ga spet uporabljati in je res naredil čude z mojo kožo. In še zadnji izdelek od La Roche-Posay je Antelios, ali kakorkoli se reče, XL, krema za sončenje, oziroma krema proti sončnim žarkom, oziroma nevarnosti letej, 50+. Meni osebno je zelo všeč, ker nima nekega močnega vonja po kremi za sončenje, potem pa je zelo hitro se vpije, ker sama, če bom imela kakšno kremo za sončenje, ker je koliko bolj masna, bom vedno najdla izgovor, da je ne dam gor, zato ker ja moram čakati, da se posuši, to je tisto tretje. Tako pa nimam niti enega izgovora in jo moram vedno nanesti. In naslednji dva izdelka bosta od podjetja Soraya. In sicer o enem sem napisala že celotno blog objavo in jo bom kar dala link spodaj. In to je So Pretty Peeling, kar pač, če hočete zvedeti več, pejte pogledati objavo, ker bo zelo dolg video, če ne. In drugi je losjon za telo, ki je neverjetno božanska vonja in objavica še prihaja. Ampak tako, hiter opis je, da se zelo hitro vpije v kožo, pustijo zelo nežno tudi drugi dan in tudi potem in diši pa neverjetno lepo. No, še zadnji izdelek za kožo, oziroma bolj za sporjavitev lete, je Sundance Odema krema oziroma sprej za samoporjavitev. Sicer sem jaz v mesecu aprilu kar precej hodila v solari, pa tudi to uporabljala. Sicer zdaj se to ne vidi, ker se mi je barva že kar zbledela. Ampak vam lahko povem, da ta izdelek je tam okoli 2 evra samo, je pa neverjetno lepega odtenka. Ja, če ga daste preveč, bo verjetno oranžna koža, ker pač vse zadnje je to samo 2 evra, niso čudeži. Ampak za 2 evra se je vredno potruditi, da pazimo malo, kako nanašamo. In res, ko sem hodila v solari, če sem dala to čez, je barva se res še toliko bolj poznala in tudi dobila sem kar nekaj komentarjev od vas, ko ste videli moje objave, da če hodim v solari, kaj dajem na kožo, in to, ker je res delovala zelo, zelo temna. In izdelek, s katerim ga pa nanašam, je taka rokavica od KitKata, ki poskrbi zares za to, da ni nobenih linij in ni preveč izdelka, ki je premalo. Zdaj bi šla na make-up izdelke. In sicer prvi je že po dolgem času spet odkrit, ker kakor veste, verjetno sem bila še pred kratkim svetlolasa in osebno mi ni lih najbolj všeč ti videz temnih obrvi in svetlih las, tako da sem uporabljala druge izdelke. Ampak zdaj sem ponovno odkrila od Conada svinčnik za obrvi in sicer odtenku Brown 04. Sicer moram reči, da sem imela tudi že boljše svinčnike, ampak glede na to, da sem pač to najdla v omari, sem se res zaljubila zato, ker je zelo nežna barva in lahko naredimo zares nežne linije. In to nam zelo pomaga še posebej na začetku obrvi, kjer hočemo tisto malo bolj svetlejš narediti. Plus je zelo mehak svinčnik, tako da res prav zdrsi barva gor in lahko jo pa tudi dodajamo in naredimo bolj temno, če želimo. Drugi izdelek je izdelek za ustnice in sicer od Kolistarja Gloss Design, pač v odtenku 4. Taka zares lepa roza barva, ki na ustnicah sploh ne deluje toliko roza, ampak bolj doda samo neko toploto ustnicam in nekoliko bleščic. Zdaj, kakor pa večina vas ve, smo v mesecu aprilu blogerke dobile majhno darilo od Ličija Pikasi oziroma velikonočnega zajčka. In dobile smo predvsem, oziroma samo znamko Makeup Revolution, v katero pa sem se sama, potem ko sem bila paket, zaljubila in sem že takoj naslednji dan naročila kar nekaj stvari. Zdaj jih nisem hotela tle narediti cel kup, tako sem zbrala le samo moje favorite. In prvi, ki ga imam tudi na usticah, je Matte Gloss v odtenku I Fall in Love in je res ubijavska barva. Sama sem s to barvo šla kar precej izven svojega comfort zona, ker ponovadi, če že nosim nekaj na usticah, so to bolj nude odtenki ali pa edino ne rdeča. Ampak pri tem odtenku sem šla res malo ven izven svojega comfort zona in sem zelo vesela, da sem, ker mi je res noro lepa barva in popolna za pomlad. Drugi izdelki za ustnice so njihove šminke, sicer bi jih lahko tle pokazala ogromno,
ampak še posebej sta mi bile všeč dve. Zdaj, nažalost, so mi škratki očitno eno vzeli. Se sem 3/4 aprila uporabljala, taka res lepa rdeča barva, ampak zdaj je nekam zginila, jo iščem že teden, dva. No, druga pa je v odtenku Thread. Kar pa me je zamotilo pri tej, je to, da se mi je že teden potem, ko sem jo imela, zalomila. Ampak pač to se je zgodilo samo pri tej tlele, pri ostalih ne. Hotela sem pa pokazati tudi, kar sem sama opazila, podobnost med Moi in Makeup Revolution šminkami. Pač tudi v pakiranju in v teksturi in vsem so si zelo podobne in tudi cene so kar tam. Še dva izdelka imam, torej dve maskari. Prva je prozorna za podaljšanje trepalnic in daj mi en like, če se tudi ti počutiš, kakor da bi to mogli dati v črno pakiranje. Zato, ker sama pač se počutim, kakor da kar precej dobro umijem make-up dol z obraza zvečer, ampak potem prva stvar, ki jo dam na trepalnice zjutraj, je prozorna maskara in že po nekaj uporabah je ratala take barve. Pač ja, tega ne bi rada lih videla. In druga pa je, napačno sem vzela, pač tudi črn motel Amazing Volume. In zdaj je še en izdelek, ker sem pa ne vem kam ga založila, ker sem ga kar uporabila. In to je črtalo za oči, vodoodporno in je res zelo gibljiva krtačka. In pa tudi zelo tanka, tako da lahko za začetek naredimo samo neko vzorčno linijo, ki jo na to lahko debelimo po želji. To bo za make-up vse, se mi zdi, ja. Zdaj bi šla na modne dodatke in sicer verjetno ste že videli post na moji blog strani in sicer o tej prelepi zapestnici podjetja Cute. Sama sem se jo zaljubila zaradi barve, ker so tako lepe neon barve, da še kadar sem pač imela prej še nekoliko več barve, je tako zelo izstopala in naredila mojo polt še bolj temno, kar, kakor sem že povedala, je meni zelo všeč. In še posebej pa mi je všeč taka zapestnica, ker je tako malenkostna in minimalistična, da kljub temu, če imamo samo eno črno obleko ali pa smo v celoti v belem oblečeni, če damo samo to tle gor, bo tisti popoln poudarek z barvo, ne da bi pretiravali. Naslednji izdelek je od podjetja Bling Bling modni nakit in sicer ta verižica, ki ste verjetno že ogromnokrat videli, če ne drugega na mojemu Instagramu. In sicer je zares verižica, ki sem jo nosila večino maja, ker so barve, ki jih konstantno nosim, je zelo nekakšnega klasičnega videza, kljub temu, da je bolj ogromna, kar postaja trend vsako pomlad, ne tako čez druge letne čase. Kar mi je pa še posebej všeč je to, sicer zdaj ne bo videti, ker imam tako majico, ampak če jo pravilno zatisnemo, pride sta te dve konici, oziroma kako bi rekla, ta dva delčka v ogrlice, lih na collarbone, pač na to kost. Prideta in pride zelo lepo, kakor da je tako povezano in pol gre dol. In še zadnji dodatek je ura od podjetja Ceneje ne gre, katero lahko tudi, ja, se vidim, ok, katero lahko zaenkrat še dobite, če igrate v moji nagradni igri, ki bo do naslednjega ponedeljka, torej 7 dni od dne, ko posnamem to. In mi je res všeč to, kar je prvo, kar je bel pas, ki, kakor sem rekla, rada poudarim, temnejšo polt, če jo imam. In zares to poskrbi, plus, kakor je lahko opaziti, obožujem rose gold barvo in kristalčka okoli ure. In gore je pa še Eiffel Storb, kar sama ena največjih želj mi je obiskati Pariz, vendar nažalost, če nisem imela priložnosti, ampak vedno, ko pogledam na to urico, se spomnim, da enkrat že bom. Še en bolj modni favorit je tale nahrbtnik, ki sem ga nosila res cel april za na faks in ja, tudi sama sem bila kar precej presenečena, da nosim nahrbtnik, ker ga nisem že od kakšnega 5. razreda osnovne šole, vendar ko sem šla s tatom v Pitarelo, sem ga zagledala in sem mogla ga imeti, zato ker je vse na nahrbtniku, kar sem jaz. Je bež, ima zlate detajle in še noter je roza. Zelo praktičen je in zelo lep. In ja, še en favorit, kar pa ni toliko v zvezi z beauty, ampak pač
Ko sem dobila to sporočilo na Facebooku, me je kar precej razveselilo, ker sem dobila eno slikco in sicer to sicer je zelo majhna, ampak bila sem moje ime in moja misel je v kozmotu in že to je bil za dosti velik razlog, da sem si ga mogla takoj kupiti. In zdaj bi bilo to za fevrice, ampak ker vem, da sem dolžna še pokazati kremico, ki mi je uničila nohte in kožo in da že kar dolgo prelagam to, ker nočem li govoriti o tako neprijetnih stvareh, sem se odločila pa zdaj dala noter. In sicer maska, ki mi je uničila roke, je tale. In prosim, če se imate malo rade, ne tega kupovati, zato ker tudi sama je bila ta maska ena med dražjimi v DM-u in sem mislila, ja, lepa bo v redu, če je že toliko draga, ampak ta nakup te maske je bila res moja največja napaka, ker že tako sem si nohte grizla kar večino svojega življenja in njih sem nehala s pomočjo geliranih nohtov in sem uporabila to masko za roke lik zato, da bi jih nekako, ne vem, da bi se nekako razvajala. In potem, ko sem jo dala gor, kljub temu, da piše, da naj bi se lahko pustila gor in odstranila samo z vatno blazinico, sem sama šla umiti roke, ampak kljub temu sem se zbudila s tem, da mi je razžrlo lepilo od geliranega nohta. Niti enega več geliranega nohta nisem imela gor in tudi koža se mi je lupla in pač grozno je bilo res, če se imate rade, ne kupovati. In zdaj me je bilo kar nekaj časa, še vedno me je, no, kadar grem v družbo, moram vedno imeti tako roke ali pa skrivam, ker me je tako sram, da tudi par slikanj sem že zavrnila in tako, ker me je res preveč sram, da bi se tako videlo roke in pač res, če se imate rade, ne tega kupovati. In druga, ki pa mi je uničila obraz in mi je naredila celoten obraz mazoljast, je pa od istega podjetja modra, sicer ne vem, ne imena, ne nič, ampak res celoten obraz mi je naredila mazoljast, nekakšni deli, ne vem, so bili tudi suhi, zelo prav groza. No, zdaj bi bilo to, kljub temu, da sem zaključila video kar precej negativno. Upam, da ni bilo preveč hudo. Upam, da mi je bil video všeč in da vas ni motil malo moj hrapov glas. Če imaš kakršnokoli idejo za video, mi to kar povej v komentarjih spodaj. Vse bolj reviewe izdelkov, ki sem jih povedala in če sem jih že spisala, bom dala povezave spodaj na blog strani. In se vidimo drugič. Čau, čau!